Dobrodošli v novi oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja in v goste sem povabila eno prav posebno osebo. Simone Godina. Ona je detektivka ščitnice, coach za hormone in je specializirana za to, kako deluje ščitnica. Dobrodošla, Simone, v naši oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala, ker si me povabila. Če karkoli se govori o zdravju, jaz rada kaj povem. Glede na tvojo zakladnico znanja je tudi moja... Sem počaščena, da te lahko gostim v naši oddaji Moj odnos do zdravja, da za naše gledalce in gledalke poveš majhen več o zdravju ščitnice. Mogoče če se še majčkeno predstaviš, ker imaš veliko nazivov, veliko si potovala okrog, nabirala znanje. Ja, moja znanja so tako zelo pestra, no. Od računalništva, ekonomije, trajnostnega menedžmenta, pa farmacije, tako da zdaj to, kar zdaj uporabljam, no, kot za zdravje in podobno, sem v bistvu health coach, ampak sem se že nadgradila tudi za functional medicine, no, tako da sem functional medicine nutritionist. Ampak vse te titule niti niso toliko bistvene. Jaz mislim, da so bistveni rezultati, pa malo pač ta kakšen imaš odnos do zdravja, kaj upoštevaš, tako da pri meni je to celostno, pa integrativno, to pomeni, da različne stvari združujemo, da se združuje, to se mi zdi pomembno. No, tako da vsak človek bi mogel imeti za svoje zdravje malo večji tim, ne samo zdravnike, ampak tudi tako za čustveno, alternativno, functional medicine niti ni alternativa, je v bistvu medicina, ki se vpraša zakaj, zato sem jaz detektivka, in ne samo kaj mi je, tako da to me zanima, no, in se poglabljam. In tudi zdravniki, od katerih sem se učila, so v bistvu videli, da tista uradna medicina je nekaj manjka, tudi zase, za svoje družinske člane niso dobili nekih pravih odgovorov in rezultatov in zato so šli v pač to functional medicine, kjer je poudarek na prehrani, življenjskem slogu. To, kar so v bistvu vzroki, zakaj. In povezave organov med seboj. No, to se mi zdi pomembno. Ker ščitnica je ena taka lučka, ki pove, lej, nekaj ni v redu. Ko ščitnica zboli, odnosno je preobremenjena, bi jaz prej rekla, ne da zboli, pomeni, da je že veliko neravnovesje v telesu. In zdaj se vprašamo, kaj je narobe. Kako je vse povezano med sabo v telesu, ne moramo samo eno stvar, pa drugo stvar, pa tretjo stvar, ampak vse med sabo in to je res. Ker hormoni so orkester, preveč ali premalo ne sme biti, mora biti ravno prav. In zdaj, kaj je tisto ravno prav, moramo pa mi delegirati. Zdaj mi, taki, ki smo pa midve, pa malo usmerjamo, pa malo pomagamo, da se najde to ravnovesje. Ker pri hormonih je vse ravnovesje. Je zadaj za to tvojo zgodbo kakšna osebna zgodba? Zakaj si se ti začela ukvarjati z raziskovanjem, detektivskim delom glede ščitnice oziroma hormonov? Jaz v bistvu niti nisem imela primarno neke težave, da rečem ščitnico, ampak bolj hormonsko. Ta adrenalna utrujenost, izgorelost. Po drugem porodu, 1 leto po porodu, ko sem se selila, tako, in sem pol videla, da sem se preobremenila in sem se sama soočala s težavami in meni je tudi po porodu izbruhnila avtoimunska bolezen, sklepi, nisem mogla premikati in to me je potem malo nekako porinilo vse skupaj in sem se potem začela ukvarjati s tem, da sem pač spoznavala hormone, to utrujenost, adrenalno. Itak sem cel življenje imela probleme z menstruacijami, to itak, ampak to se mi je zdelo, da je to normalno. Normalno, ja, v današnjem času je vse to normalno. Ampak sem zdaj, ko sem pač že bolj modra, zdaj pa
ugotavljam, da se pač nisem s svojim ženskim telesom nekako bila prijazna, prijateljica. Tako, meni je bilo toliko več, te ciklusi, to. In ko sem zvedela, da obstaja Mirena, sem rekla, hiter, dajmo to, nimaš menstruacije, super, to je meni idealno. Ker enostavno se nisem mogla sprijazniti in to telo me opozarjalo. In to danes ženske mogoče tudi ne vejo, da nas te ženske težave v bistvu opozarjajo, da si ženska, da nam moraš biti toliko v te moški energiji. Ker sem si, ravno zaradi tega, ker mi je bilo to toliko zoprno, jaz sem hotela biti moški. Meni je bilo to grozno. Čeprav sem bila manekenka, ženska, vse. Tako da iz tega je pol prišlo. In sem se potem, pol me je potegnilo to avtoimunski spektrum, težave, povezava s črevesjem, s prehrano, prvič sem za gluten slišala, nisem vedela, kaj to, prepustno črevesje. In pol raziskuješ in učiš pol tudi druge. Ker jaz sem 20 let bila predavateljica za nego kože, tudi za dopolnila za nego kože, tako malo nase, malo vase. In sem vedno bila nekje v teh vodah, farmacija, šola, tako da sem zdaj v bistvu že 40 let se ukvarjam s tem in tudi učim druge in tako se nadgrajujem in skozi kaj novega. Ja, kako je pomemben to, kar si omenila, ker večina naših gledalk oziroma gledalcev je pretežno žensk in težave z menstruacijo. Vsaka druga ima praktično težave z menstruacijo, ampak v teh primitivnih ljudstvih ženske nimajo težave z menstruacijo. Se pravi, kaj ženska v tej sodobni, tako imenovani sodobni družbi dela, da ima težave s menstruacijo. In tako, kot si lepo rekla, ja, hormoni so neuravnovešeni. Kako se pa to, mislim, ko si začela, rekla si, da si začela zaradi hormonskega neravnovesja, da so bile členki, če se prav spomnim, so zdravniki rekli, da to bo pač ostalo, pa se nisi sprijaznila s tem in si začela raziskovati, kaj je narobe. Kako si prišla do tega, da je pa res hormonsko neravnovesje? Ja, in hormonsko neravnovesje in v bistvu ta avtoimunska reakcija telesa na hrano, adrenalka. Najdla sem se v tej adrenalni utrujenosti, danes se da to se testira, sem to vse naštudirala, kako se to testira. Čeprav je tudi malo zavojujoče, ženske mislijo, zdaj bom pa malo dala testirati hormone in to je to, pa bomo malo dodajali, tako kot vitaminčki, pa ne gre to tako. Ni to tako enostavno in ščitnica je pa pač tisti faktor, ki pa je pa nekako pove, da je narobe. Tako da te hormoni so pri ženskah, kakor jaz danes to vidim. Mi smo izgubile stik z nekim svojim naravnim bistvom ženske energije, da tako rečem. Izgubile smo stik z sončnim bioritmom, dnevnim bioritmom, nekako tisti mesečni ciklus vidim, da se zdaj že ženske malo zavedajo, pa si tudi že malo biznis prilagajajo, kar je super. Predvsem je pa pomemben ta dnevni bioritem, ta svetlobni, ti hormoni dnevnega bioritma, potem so šele hormoni mesečnega, tam, kjer je ta menstrualni ciklus. In tukaj imamo v bistvu težave. In zato tudi toliko bolezni, ker tam je pa spanje pomembno, tudi izpostavljanje svetlobi, ni samo D-vitamin. Tukaj smo izgubili smo stik z naravo in tukaj je težava. In te umetne svetlobe in umetni ritem, to nam v bistvu in imunski sistem podira in hormonski sistem. Ker naši hormoni, tudi jajčniki zaznavajo svetlobo. Tako da, in tukaj imamo težave. Ker smo kompletno se izgubile glede tega ritma. Res je. Po naši pavzi se midve vrneva, dragi gledalci, spoštovane gledalke, po oglasih sva spet z vami. Rekla si, da se je po drugem porodu pojavila avtoimuna bolezen, težave s hormoni.
da si imela normalno, se ti je zdelo, da so težave pri menstruaciji. Kaj si pa naredila, ko si začela odkrivati, kaj je tisto, kar v bistvu ne funkcionira? V bistvu sem se spoznavala s prehrano. Obdelali smo, ne vem, najmanj 100 različnih diet. Tako da, če me danes vprašaš, kjerokoli dieto, ti točno povem, zakaj je dobra, zakaj ni dobra, za katero bolezen je dobra. Tako da pri meni ima hrana zelo en tak posebno mesto. Tako da jaz opažam, da ljudje pod hrano marsikaj dojemajo. Tako da, ko pogledam jedilnike, jaz ali pa tudi moje svetovalke, recimo, vidimo vse sorte. Mislim, tako, vsak si zdravo hrano zelo drugače predstavlja. Jaz sem se sicer učila, pa take diete, pa to, pa te avtoimunske, pa kako to na imunski sistem deluje, pa kjera hrana uničuje črevesje in tako, pa te gluteni, pa kazeini, pa razni te alergeni v hrani. Te stvari sem spoznavala in sem tudi potem videla, kaj meni odgovarja, glede na mojo bolezen, in tudi bila pa pozorna, ker sem se šolala glede teh avtoimunskih bolezni. Vse načeloma imajo vse enak način nastanka, samo da prizadenejo različno tkivo. In je zato tudi nekako en zelo tak skupen protokol, kako se jih rešimo. In res ta sprememba mi je dala več energije, ker sem spremenila prehrano, predvsem sem pa začela si pripravljati sama hrano. Tako da zdaj, jaz mislim, da tudi to je meditacija, tudi to moraš dati svojo dušo v hrano, od nabave, tako. Ta odnos do hrane moramo imeti in to vidim, da danes večina tudi nima. In ta sprememba mi je bila zelo pomembna, ker sem bila odvisnica od prehranskih dopolnil, ker sem pač, to je bila moj tudi posel, pa ta dopolnila, pa ona, pa to je vse super. Vse te malo gor drži. Sam, če v sami osnovi ne spremeniš prehranjevanja, odnosa do hrane, da mislim, potem to ni rezultata. Šele, ker sem res začela spreminjati hrano, da si sama pripravila, da nisem jedla to kruha, to je bilo, jaz sem bila odvisnica od kruha, pa sem zdrav kruh domač pekla pa vse, ampak pol, ker sem te stvari spremenila, sem bila pol 3 leta brez kruha, to je bilo, Čist brez kruha ali čist. kako? Jaz sem resno vzela to gluten-free dieto, ampak tako terapevtsko, brez žit, jaz sem bila brez žit. Tako da, brez žit, tudi brez mleka, naravna hrana, čim bolj naravna, to iz njive na mizo, najbolj idealno, brez neke etikete, deklaracije, teh brezglutenskih izdelkov, tega, tudi takrat sem jaz to začela, tega ni bilo toliko. Tako da ta sprememba prehrane mi je res naredila spremembo in zato želim to druge učiti. Ampak moja hrana je čist kmečka. Nič kaj specialna, ne vem, ja pa draga pa. Ne, da se zelo, sam ta odnos do hrane, pripraviti jo, pravilno razporediti, da je res pestra, da nahraniš ta biom in da ni teh alergenov. To je zelo pomembno, se mi zdi. Ja, to si tako lepo povedala, da moramo mi odnos do priprave hrane spremeniti. Veliko ljudi, ja, pa ne boš izgubljal časa s pripravo hrane. In potem jaz rečem, ja, ko greš nekam v restauracijo, kaj uporabljajo, sprav, kakšne sestavine, kakšno zelenjavo, kakšno meso, kakšna olja, s kakšno energijo nekdo to dela, a je zadovoljen zraven, s kakšnimi mislimi, recimo, jaz imam enega prijatelja, ki ima vedsko restauracijo in on vedno pravi, jaz zaposlim kot kuharja samo osebo, ki je že mojster, se pravi, ki ima že določene leta za sabo meditacije, zato ker hrana, priprava hrane, kako si rekla, meditacija. In je rekel, priprava hrane je ena najbolj cenjenih stvari v ajurvedi, zato ker skozi hrano se mi dotaknemo, skozi energijo hrane se mi dotaknemo ogromno ljudi. In se spomnim ene situacije, smo mi imeli meditacijo, pa sta se kuhar pa kuharica kregala in
Ni prava energija, ne? Ja, 80% To, da jaz pravim, da ženska, ljudi, ki se nima časa za hrano, pomeni, da nima časa za zdravje. Ja. Sej ti lahko drugi pripravljajo, pa eni imajo pač te vse ostale, ampak še vedno si ti tisti, ki nekako to užijaš in pač tudi, ne vem, no, meni se zdi trapast, da zdaj pa nekaj meditiram, pa v luft gledam, jaz pač nisem tak tip, ne. Tako da jaz to pač razne te, tudi druge rituale, pa hrana, pa rezanje, pa zelenjava, enim se to ne ljubi, ne. Ene so veganke, brez da so zelenjavo sploh videle. To vem, ker jih moram jaz učiti, kako naj si pripravljajo, pa kako naj si kupijo. Se je zoprn, moraš to rezati, moraš se s tem ukvarjati. To je meditacija. Pa zgnije, pa to, ampak ko najdeš eno, bom rekla, eno svojo organizacijo vsem tem, da si to zreguliraš, se tudi telo drugače odziva. Se če recimo meni je hrana brez veze. Če hrano pripravljaš na meditativen način, ma ne to, da to je brez veze. Ampak recimo zraven se zahvališ, da te bo ta hrana nahranila, ali pa recimo si daš kakšno dobro glasbo, pa zraven režeš, pa kuhaš, pa to je meditacija. Kako otroci meditirajo? Oni se popolnoma poglobijo v tisto, kar počnejo. In to je meditacija. Ja, fokus v bistvu na neki. Tako da to mogoče, premalo je v bistvu tega. Jaz sem bila taka, jaz se s hrano, meni je bilo to ta zadnja stvar na svetu. V bistvu, ker nisem niti mogla jesti, zato nisem mogla kuhati, ker nisem mogla jesti. In sem pa ven hodila, zato sem saj nekaj pojedla, samo to ni bilo to. Šele potem, ko sem sama to zavesla in tudi to zdaj učim in meni se zdi moja hrana čisto normalna, kmečka, obična, nič ni nekaj specialnega. Sam se moraš usesti, pa si nabaviti, pa zrezati, pa na različne načine in se da tudi brez kruha, pa brez vseh teh zadev preživeti. Zdaj ješ kaj kruha? Pečem si pač sama tako iz raznih zadev, ker niso pač glutenaste te zadeve. Ali so semena, ali pač tukaj je pa spet tako en diapazon, ki se ga v bistvu naučiš. Koliko časa si pa rabila, recimo od takrat, ko si spoznala, da tvoj način življenja mogoče ni glih čisto najbolj fajn in da ta način življenja prinaša bolezni? Koliko časa je bilo takrat? Meni je recimo od takrat, ko sem sebe začela zdraviti, sem imela blazne alergije, je trajalo ta prvi 8 let, ker zdravniki so pač rekli, da to bo do konca življenja in da bo še slabše. Jaz se pa pač s tem nisem strinjala in sem začela raziskovati, kaj lahko naredim drugače. In 8 let mi je vzel, da sem bila jaz allergy free. Ja, zdaj jaz sem tudi kot mlada imela težave s temi, skozi sem bila bolna, skozi sem bila na antibiotikih, tako da moja črevesna flora je bila katastrofa, tako da sem tudi tukaj rabila, sem bila vedno v herpesih, to sonce, voda, slana, groza, to je bilo meni grozen, tako da sem bila skozi bolehna, skozi, non-stop. Polka se pa to spremenili, pa tudi imunski sistem bil boljši. Sej sem poznala homeopatijo, sem se s homeopatijo gor držala, ker moj oče je homeopat, pokojni, sem se tudi to veliko naučila, ampak to spet sam združuješ neko stanje. In šele, ko sem res korenito naredila to mojo tudi dresuro črevesja, da sem uredila tudi to želodčno kislino, odnosno želodčne sokove, črevesno bioto, tako res po vrsti, se je marsikaj na mesto spravilo. Tako da včasih že malo pozabim, pa so bili hemoroidi, pa so bile žile, pa tako kakšne stvari, ki sploh, vse to se potem na mesto postavi. Vse te razne, jaz sem imela tudi alergijo na sonce, recimo, nisem smela na sonce iti. Zdaj greš pa lahko, ne? Ja, zdaj živim na oba, mislim, to je zdaj, to je pol en tak proces, ne. Tako da... Ko se spremeni noter, se spremeni vse zunaj. Jaz sem tako, mislim, da 3 leta sem bila res tako, tis hrana pridna se splača, ali pol pa malo probavam. Pa sem tudi malo te alergene, pa malo videla, kako zdaj, ko pa nazaj vključaš. Ni takoj, ampak če pa res dolg časa, se pa spet začnejo določene stvari vračati. Tako da vseeno se da normalno živeti. Tako da jaz sem veliko delala tudi z otroci, ki imajo alergije, da imajo to kvaliteto enega življenja, zato imam tak odnos do hrane.
Drage gledalke, spoštovani gledalci, po glasih bova midve nadaljevali najin pogovor, medtem pa lahko prevzamete tudi mojo novo e-knjigo 7 korakov za dober začetek dneva na www.nejazupan.si/iniciacija-energije. Se vidimo po oglasih. Pogovarjali sva se o tem, da sva midve, ko sva raziskovali stvari, da sva kar nekaj časa porabili. Ampak recimo v mojem primeru je zdaj, če sem jaz 8 mesecev, ne 8 let rabila, da sem alergije presegla, zdaj je to zelo hiter, par mesecev pa človek lahko preseže vse stvari, ki se mu dogajajo. Celo recimo raka presežejo v 6 mesecih, ne, to je zelo, zelo hiter. Verjetno imaš ti zelo podobne izkušnje. Ja, no, kar se rakov tiče, je v bistvu to neka motnja presnove, no, tako da jaz pogledam, kje so te presnovne povezave, kje ne štima, ne. Ker to je v bistvu samo en simptom, da se nekaj dogaja in tudi mi smo rabili dalj časa, ker smo se pač učili, ne. Detektivsko delo. Danes pa, mislim, stranke imajo bližnjice, ne, tako da se jim potem po bližnjicah vse lahko pač dela spremembe, se jim pove kaj in tako. Jaz sem tudi take protokole razvila, saj skozi jih nekaj nadgrajujem, ne, se ti najbrž imaš tudi svoje, ne. Tako da tudi, to je to, kar mi učimo pol druge, ne. Mi smo pač svoje zadeve rabili dalj časa, ne, zdaj pa, če imaš pa mentorja, gre pa to bolj hitro, ne. Pa točno vemo, kje so težave. Jaz tako 20 minut se pogovarjam, vidim, kje je vzrok, aha, to malo pogledam še krvno sliko. Jaz sem se to malo zverzirala, da malo vidim te presnovne motnje. Jaz se pogledam z drugega zornega kota kot zdravnik, ne, pač on pogleda svoje, jaz pogledam z svojega kota, neke absorpcije, motene presnove, tako potuhnjena vnetja, to, ker niso bolezni še, ne, ampak se nekaj dogaja in je neko nakazovanje, da je neka težava in potem temu prilagodimo. Pol pogledam jedilnik, vidim te vrzeli v jedilniku, kaj bi bilo, malo bolj dodajam, kakor vzemam, tako, bolj dodajam, to vidim, malo tudi časovno razporedim, ker pri hormonih je tudi to nihanje sladkorja, ne, pa to in se tudi pol ta vrstni red se malo mogoče tudi spremeni. Pregledamo vse te ključne spanje, pač, ne, vse te zadeve, da se pogleda, da se to pogleda, tudi rada drenalko pogledam, no, katera stopnja stresne obremenjenosti, no, tukaj se nastavimo ogledalo, da vidimo, ali smo že čistem pri koncu, ali smo še v redu. In so potem hitrejši rezultati, no. In pri ščitnici, ščitnica pa, če se tisti bazen, v katerem plava, vse te vzroke počisti, se hitro postavi na mesto. Če ni seveda že brez ali pa, da nismo brez ali pa, da je že to poškodovana. In so hitri rezultati in tudi počutje veliko boljše. In pa ta znanja naprej uporabljaš, ne. To ni zdaj dieta samo za en čas, ampak to je nov življenjski slog. Imaš kakšno aparaturo za to, da pomeriš, ali to že iz tega pogovora veš, ko ti nekdo govori? Jaz iz pogovora veliko vidim, pa iz tako čisto osnovna krvna slika, diferencialna krvna slika, hemogram, taka ona, ki jo zdravnik, vsak pri zdravniku naredi. Mogoče še kakšne zadeve dodamo, delam pa tudi še bolj napredne teste funkcionalne, predvsem za hormone, pač bodisi ali to slina ali je to urin, ne, da se res pogleda tudi presnova hormonov, recimo, ne. Tukaj je pa pol, to je pa pol ta roza oktober, tam se pa te stvari pol vidijo, ne. Tako da to je pa še kakšna druga, za kakšno drugo temo, no. Tako da se, pri vsakmu se lahko poglobiš na pač svoj način, a ne. Ampak ni potrebno zelo veliko, no. Ta osnovna slika že veliko pokaže, pa iz tega razvijamo naprej.
Kaj je tisto, kar bi ti svetovala našim gledalcem in našim gledalkam? Prav v zvezi s ščitnico, s hormoni, povedali smo veliko, saj si rekla, pa hrana, pa spanje, gibanje, biti na soncu. V glavnem si že veliko povedala. Jaz, kar se hrane tiče, bi tako, pisala bi si dnevnik, pa bi malo videla, če je to res hrana, da je čim manj te zapakirane hrane. Kot zapakirana hrana pomeni kaj? V vrečkah z deklaracijo in tako, da je to lokalna, sezonska, da imamo neke svoje dobavitelje. Tukaj bi delala, da se pravilno to organiziram, da si mogoče tudi malo jedilnike organiziram, ni zdaj izgovora, ja pa ne morem, pa ni časa. Ker tudi za na hiter se da marsikaj si skombinirati. Spanje, pomembno, ta svetloba, da imamo jutranjo aktivacijo hormonov, večerno, da se ugasnejo hormoni, pa še vmes malica sončna tam po zimi sploh, da ne hodimo s sončnimi očali še za tisto malo sončka, ki je okrog, da se pravilno to poveže. Je pa tako, sonce je tako kot deci vina, en deci je zdravilen, en liter ali pa več je pa že škodljivo. Isto je pri soncu, isto pri hrani. Tako da, zdaj hrana je pa zdaj tako relativen pojem, da je tudi več vlaknin, več zelenjave, mogoče kakšno solato viška dodati, pa potem tudi ne bo se kilogrami toliko poznali, ker ne bo tega nihanja sladkorja. Samo tle bi lahko midve še 2 dni od hrane govorile. Ampak res, da je naravna, lokalna, sezonska hrana, saj to je tudi Ajurveda priporoča recimo, na ta način prehranjevanja. Tisto, kar je nekje v okolici, ker vidim, da je premal pestra. In da je čim bolj pestra in potem se izognemo tudi raznim tem intolerancam, alergijam in podobno. Ker potem to mame prenašajo na otroke, ker danes je tega toliko. Ja, če že mame oziroma starši, ne bomo rekli samo mame, starši ne jejo v redu, ja, potem kaj lahko pričakujemo od otrok? Ja, ker imajo potem pokvarjene okuse, ničim ni dobro, mislim pa se pa zmrdujejo, tako da to je vse navada in je treba baje otrokom 21krat dati na mizo, da pol probajo. Ampak čim večkrat, čim bolj pestro in da v bistvu to pride v navado. To ni dieta, to je zdaj življenjski slog. Življenjski slog. Taka prehrana je življenjski slog. Tako. Kako potem tvoj, recimo, jedilnik izgleda? Zjutraj, popoldne, zvečer? To smo pa zdaj dobila. Jaz zjutraj še zmeraj kavo pijem, tako da čeprav je to mogoče s hormoni skregan, sem taka zelo kofetrca. Neke zelenjave, tudi tako, zelo taka kmečki jedilnik. Tako da zjutraj nekaj malega pojem, lahko si tudi jaz kaj spečem, kakšne take semeni kruhke, da imam tako recimo za havici, pol ob 10 imam tako prvi obrok, pa pojem čisto, pri meni ni razlika, ne vem, kosilo, večerja, tako, so zelo obroki, ali je pečena zelenjava, ali je dušena, tako na vok, ali je kuhana v župce in to je to. In sam menjamo sestavine, tako zelo v bistvu enostavno. Zelo enostavno. Ja, moja tudi čisto enostavna prehrana, zjutraj tudi. Imam ponavadi eno žitarico, pa semena, potem opoldan, recimo danes je bil riž, pa teli šparglji, zvečer še na juhca in... Jaz sem danes gobice jedla, pa zelenjava, pa regrata malo si naberem. To. Zdaj pa samo še za konec, če mogoče kaj takega, kar bi posebej rada poudarila, povedala, sporočila našim... Glede na to, da sem detektivka ščitnice, ščitnica v bistvu je posledica nekih neravnovesij. Tako da ni vsaka upočasnjena ščitnica bolna ščitnica in tudi ni potrebno biti na zdravilu cel življenje. Pač, da smo odvisni, ker to je hormonska terapija, ta Eutirox. Tako da se da veliko narediti. Sami treba vedeti, kaj. In to pa pač
jaz učim, kaj bi bilo fajn. Različne programe imaš, kaj je fino narediti, prav tako sistematično, z katerih vogalov je treba, od hormonov, prehrane, dresure črevesa in ta avtoimunski del. In ko to znaš in ko to greš skozi, pač vidiš, kje imaš tiste svoje šibke točke, a ne, glede na teh 5 ključnih vzrokov, in se potem da doživljenjsko tudi brez zdravil in ščitnico spraviti v red. In tudi počutje. Počutje, kilažo, lase, to so taki tipični Lasje so zelo povezani z zdravjem. Tudi predoziranje zdravila je lahko izpadanje las. Tako da jaz se zelo poglobim, tako da pol na posvetu malo tudi povem, kje so težave, kaj so vzroki in kaj se lahko naredi, in potem imam tudi programe, da se to dela, ali pa pač delamo individualno, pa se to potem porihta. Vidim pa, da je preveč odvisnosti od tega zdravila in že vsaka druga je skoraj na tem hormonu in ni potrebno, ni vedno to potrebno. Sploh pa ne mlade punce. Se pravi, obstajajo naravne poti, ki omogočajo, da se telo uravnovesi. Ja, da razbremenimo vse te vzroki, ki pritiskajo na ščitnico, se jih lotimo in ščitnica je pol zdrava, vitalna in nas naprej lahko fino ščiti, kar je njena naloga. Simone, najlepša hvala, ker si bila v naših gostih in da si tako obilico znanja predala našim poslušalcem, našim gledalcem na Ljubljana TV. In dragi gledalci, spoštovane gledalke, vas pa vabim, da si na www.nejazupan.si/iniciacija-energije prevzamete mojo brezplačno e-knjigo 7 korakov za dober začetek dneva. Hvala za vašo pozornost.